Danes je bila sklicana nujna seja Komisije za nadzor javnih financ z namenom, da se obravnava poročilo Računskega sodišča o spornosti izplačila nagrade Svetlani Makarovič za kar 23 let nazaj. To ni mnenje Nove Slovenije. To, da je bilo to izplačilo brez pravne podlage v višini več kot 8.000 evrov, to meni Računsko sodišče. In začeli smo v komisiji samo sejo, seveda v prisotnosti poslank in poslancev tudi koalicije in tudi ministrice Aste Vrečko. Ampak glej, takrat, ko je potrebno odgovarjati na sila neprijetna vprašanja, poslušati poročilo Računskega sodišča, se je ministrica za kulturo Asta Vrečko samovoljno odločila in sejo zapustila, ob tem, da so tudi poslanci koalicije seveda napovedali obstrukcijo omenjene seje, kar je botrovalo ponovno k nesklepčnosti seje. Ampak bolj zgovorno je početje ministrice, ko je v svojem nastopu zavajala javnost, lagala javnosti o tem, da Računsko sodišče ni ugotovilo nobenih nepravilnosti, kar ne drži. Računsko sodišče tudi po nastopu predstavnice Računskega sodišča na omenjeni seji komisije je ugotovilo, da je izplačilo nagrade Svetlani Makarovič brez pravne podlage. Podobno in zaznalo tudi kršitve Komisija za preprečevanje korupcije. Ampak Asta Vrečko ni želela poslušati teh očitkov Računskega sodišča. In naš zaveznik pred tem je zgolj in samo javnost. Želimo poudariti, da je Državni zbor v zadnjem obdobju popolnoma ozurpiran, da živi koalicija v nekem vzporednem svetu politične realnosti. Včeraj se je zgodila spet Komisija za nadzor javnih financ, ko bi morala pred odgovornost in pred poročilom Računskega sodišča podati odgovore ministrica Emilija Stojmenov Duh, pa je tudi ni bilo na sejo, prav tako je koalicija sejo bojkotirala. Bila je seja nesklepčna. Danes podoben scenarij, ko mora ministrica za kulturo odgovarjati na neprijetna vprašanja, takrat seveda zmanjka tega poguma. Prav tako poguma koalicije. In jaz se sprašujem, na kakšen način bomo mi v bodoče varovali ugled Državnega zbora, varovali poslovnik, varovali ustavo in varovali zakonodajo, če nosilci funkcij, ministri, ne zberejo dovolj poguma, da bi prišli pred Državni zbor in odgovarjali na poslanska vprašanja, odgovarjali na samih sejah komisije in pristojnih odborov. Parlament je resna institucija, zakonodajna veja oblasti in to naročevanje, ki ga kaže koalicija s svojim odnosom do Državnega zbora, absolutno ne pritiče demokratičnim standardom. Ampak kot kaže, smo sedaj pred tem, ko se pogovarjamo eno leto in pol pred volitvami, se pogovarjamo v bistvu o osnovah demokracije. Prva izmed nas pa je predsednica Državnega zbora, ki pa na drugih področjih krši ustavo, poslovnik in zakonodajo. Drage novinarke in novinarji, jaz želim sporočiti to, da bomo v Novi Sloveniji še naprej nadaljevali s tovrstnimi vsebinami, s tovrstnimi sejami, zaradi tega, da se odkriva koruptivna, nezakonita in druga dejanja, ki jih počnejo nosilci oblasti v tej državi. Za vse morajo veljati enaka merila in vsi morajo biti poklicani pred odgovornost. Tukaj tudi pred pristojne parlamentarne komisije Državnega zbora. In vkolikor se zaznajo sumi koruptivnih dejanj, klientelizma, nepravilnosti, je prav, da se to razčisti tukaj v parlamentu. Na vrsti sem za vaše vprašanje. Ne? Potem pa najlepša hvala za vašo udeležbo.